No, because Yes, his, this is mine. Okay, This is okay, then fine. okay, his voice is very important. To, se te tiene que oír, si no se Mislim, da ne. Večkrat Bien. 10 je umrl, ampak ni bil še mrtev. Sí, que se acerque mucho. Vale, vale. Tienen que poner más alto el volumen y va a empezar a Darko. retumbar. Vale, vale, vale. Marketing dela. Cuando usted hable Súper. un par de frases, yo me acuerdo. Sí, sí, pero de- no se extienda Se demasiado. me olvidó. Mucho, ya. Kako Por da ni eso, to eso es el sliko. problema siempre en las traducciones, que no sabemos a lo mejor gestionar, pero si no me Spoštovane gospe, Vale. spoštovani gospodje, dragi gostje, v izjemno čast mi je, da na današnji novinarski konferenci lahko predstavim naše drage goste, in sicer na moji desni zvezda flamenka, gospa Marija Pajes, na levi Brane Rončel, letos miniva 25 let od začetkov najinega sodelovanja. Še bolj levo pa Tomaž Domicil. Mislim, da ne rabim čez nič razlagati in predstavljati. Tako da bi kar šli na seveda predstavitev vseh teh programov, ki se bodo zgodili v naslednjem tednu. Najlepša hvala za poročanje o spremembi datuma predstave Aida. Mislim, da smo dobili vrnenih od nekaj čez 4306 vstopnic. 6 ljudi si ni moglo ogledati predstave, ker smo spremenili datum, vsi ostali pa lahko. Tako da mislim, da gre za izjemen uspeh. In kot ste videli včeraj, bi imeli hude težave z izvedbo predstave. Zdaj boste vprašali, kaj bo jutri. Po 4. uri bo jasno. Tako da predstava bo v Križankah, tako kot je napovedano. Upam, da bomo v takem tempu nadaljevali do konca, kot smo začeli z Verdijevom Rekviemom, s Poletno nočjo in z Aido. Prav gotovo že jutri to nadaljevanje in predstava Oda času je predstava, katere avtorica je gospa Marija Pajes. In jaz jo toplo pozdravljam še enkrat med nami in jo tudi vabim k besedi. Ahora ya, ¿no? Hola, buenos días. Dober dan vsem. Es un placer estar hoy aquí. Darko, gracias. V veliko veselje mi je, da sem tukaj. Darko, hvala lepa. Y compartir esta mesa con estos dos maravillosos señores. In tudi čast mi je, da lahko delim omizje s tema dvema gospodoma na moji levi. Y bueno, ya hemos estado aquí en Ljubljana varias veces y es siempre un honor y un privilegio poder representar nuestra obra en este escenario además mágico, maravilloso. Tukaj v Ljubljani smo bili že večkrat in zame je vedno čast in veselje, da lahko tukaj v Ljubljani in na tem krasnem odru in tem prizorišču predstavljamo svoja dela. Siempre que venimos a ensayar las dos noches de antes para preparar el montaje, me quedo sentada ahí un rato y oigo y disfruto de este paisaje que es muy inspirador. Ponavadi na predvečer, ko vadimo, zmeraj potem še ostanem tukaj, se malo sedem, poslušam ptičke in uživam v tem razgledu na tem mestu, ki je prav posebno in čarobno zame. Una oda al tiempo es el último trabajo que hemos hecho la compañía y que llevamos ahora de gira. Es una obra que hemos hecho el Arbi, el Javi y yo. Somos una pareja activa, bueno, y de vida. Y ya presentamos aquí yo Carmen y esta es nuestra obra última, que trata sobre ese tema tan importante que ocupa y preocupa a la humanidad,
que es la idea del tiempo y la idea de la transformación. Oda času je naše zadnje delo, oziroma lahko rečem najino, Elarbi Elarti in jaz sva par, tako zasebno kot tudi v umetniškem smislu. Tukaj smo bili že prej, Jo Carmen smo tudi že predstavljali tukaj, ampak Oda času je naše zadnje delo in govori o tem, kar nas kot človeštvo zelo zanima, in to je čas in minljivost. Y sobre todo en una oda al tiempo hay una reivindicación muy clara, y es la idea de que el flamenco y la creación flamenca es un arte total. Hacer flamenco no es solo bailar, dar pasos, olé, sino flamenco es un gran arte, es un arte global que invita a muchas artes a participar para crear esta obra orgánica. Flamenko je posebna umetnost v smislu, da jo dojemam kot totalno, celovito umetnost. Flamenko ni samo to, da izvajaš plesne korake in vpiješ olé, ampak je umetnost, ki vabi tudi druge umetnosti k temu, da se pridružijo k izražanju. Indicar también la idea de que el flamenco es el arte ahora en España que podríamos decir es más contemporáneo. Poleg tega pa flamenko predstavlja nekakšen izziv drugim umetnostim, da se tudi izrazijo, in dan danes v Španiji bi lahko rekli, da je flamenko del sodobne umetnosti. En la obra somos en escena 9 bailadores y 7 músicos. Na sceni nas je 9 bailadores, torej 9 plesalcev in 7 glasbenikov. En total hemos venido 22 personas a Ljubljana a hacer una oda al tiempo. V celoti smo pa za Odo času, nas je prišlo 22 v Ljubljano. ¿Qué más? Kaj bi še lahko povedala? Prav gotovo še veliko, in tudi gospa bo potem na voljo še za individualne intervjuje. Predvsem bo pa seveda povedala največ jutri zvečer. Dovolite mi, da pred nadaljujemo, pozdravim še 2 gosta, 2 prijatelja Ljubljanskega festivala. To je Catherine Deventer, generalna sekretarka Evropskega združenja festivalov, ki stoji tamle. Catherine. Tukaj je tudi predsednik, ki je danes v Piranu, moj naslednik Jan Briers, in še 2 podpredsednika in 2 častna člana. Torej smo doživeli tudi to, vsi so seveda bili na otvoritvi. Torej, meni je to osebno zelo veliko priznanje, da so najvidnejši predstavniki evropskih festivalov tukaj v Ljubljani. Hkrati pa bi rad povedal, da sva včeraj opravila z argentinskim dirigentom Luisom Gorelikom. Luis, please stand up, ki sedi tam zadaj. Izčrpen ogled in sestanek v Lipici. Namreč naslednja otvoritev bo posvečena 440. obletnice Kobilarne Lipica, ki bo drugo leto. Seveda bomo praznovali tudi spomin na Beethovna, ampak verjetno ne na tem koncertu, na kakšnih drugih. Samo toliko povem, da bomo skreirali posebno predstavo z orkestrom Slovenske filharmonije in z približno 50 lipicanci na Trgu Republike tokrat. Zdaj pa gremo dalje. Naslednji večer je koncert Tomaža Domicelja, 2 sta sicer, še v filharmoniji avstrijski orkester z dirigentom, ki je hkrati tudi predsednik avstrijskega parlamenta. No, tukaj v Križankah pa Tomaž Domicelj. Tomaž, prosim. Hvala za besedo, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Jaz sem Darku ponedeljek že takoj čestital, zdaj pa še enkrat javno povem, da je treba imeti, da je bo Marija mogoče se malo zgražala, ampak to je že tako rekoč vsakdanji jezik.
cojones, da narediš tako predstavo in da narediš tak festival in da zdaj smo slišali tudi, kaj bo še vse prihodnje leto. Z Darkom tudi sodelujeva tako ali drugače že 16 let. Tukaj sem dejansko amater proti Branku Tornčelju. Na Peklenskem dvorišču sem igral že dvakrat, čisto akustiko in v Viteški dvorani enkrat, ker je bil dež. V petek dežja ne bo, tako da bo spet Peklensko dvorišče. Za moj okus je eno najboljših prizorišč v Sloveniji, mogoče je malo premalo izkoriščeno, ker me veliko ljudi tudi še dan danes sprašuje, ti pa kje je to, a v Križankah boš igral? Ja, ti pa je že streha tam. Ne, na Peklenskem dvorišču ni nikoli strehe bilo. Je pa lepo toplo. Skratka, prvič je bil z mano na koncertu čista akustika Lado Jakša, ki ga poznavalci in spremljevalci Ljubljanskega festivala poznate tudi kot avtorja izvrstnih video projekcij in produkcij ob zaključku razstave, kjer je vsako leto selektor Tomo Vran. Naslednje leto je bil gitarist Saša, ki je prva godina mariborskega opernega. Bila z mano prijatelja Jarel Hernandez, ki je sicer, oziroma Hernandez, da ne bo Marija, ki je tam nezgožena, ki je sicer iz Kube, in pa Tonjen Koruho, ki je pravi zaročen in velemojster na malem inštrumentu timple. Letos bo pa moj gost človek, ki ste vsi saj že slišali za njega, če tudi kdo ne bo priznal, da ga je tudi gledal v ansamblu Jana Plestenjaka. S Cotom sva prijatelja že 45 let, tokrat sva se pa odločila, da bova naredila en skupen koncert, ki bo popolnoma drugačen od vsega, kar ste vajeni od njega, in rahlo drugačen od vsega, kar ste vajeni od mene. Zato zdaj le mogoče malo več govorim, ker sem prijatelju direktorju obljubil, da bom malo manj govoril, da koncert ne bo trajal spet 3 ure in 10 minut, ampak kakšno uro manj. Izvajal bom pa skladbe, ki bojo stare dobesedno od 50 let do 50 minut. To sem dobil na idejo zadnje dni in bom dejansko to naredil, česar nisem še nikoli na odru. Če hočete zvedeti kaj in kako, pa pridite na koncert. Imamo še nekaj presenečenj, še enega gosta, ki ga ne smem najaviti, ker to bi bila pa, bi rekel, nekonkurenčna reklama. Drugega nimam kaj zapovedati, jaz sem vesel, da dobim vsako leto, če se le da, tukaj možnost nastopati v drugačnem okolju in tudi v drugačni atmosferi. Drugače, če nastopaš, pa nimam, jasno, hvala Bogu, nič proti, ker to mi že kariero 55 leto vzdržuje v ta zadnji rokerski Beznici ali pa v Vaški dvorani ali pa na velikem koncertu s velikim orkestrom, ampak kot sem že prej rekel, Peklensko dvorišče in čista akustika, kjer lahko zamenjam mirne duše, 5 kitar in potem še to Radio Slovenija, prvi program snema in predvaja v rahlo obtesani obliki, večjega veselja za nekega kantavtorja, ne glede na leta in kilometrino si človek ne more predstavljati. Hvala lepa. Hvala lepa, Tomaž. Nadaljujemo z predstavitvijo naslednjih koncertov. 8. julija v ponedeljek v filharmoniji, filharmonični orkester iz Koreje, dirigent Nan Se-gun. Opozoril bi na solista, ki bo igral violinski koncert Čajkovskega, to je Sergej Krilov. Prav gotovo se ga spomnite iz nekaterih prejšnjih koncertov, gre za izjemnega violinskega virtuoza. No, hkrati pa 8. julija tukaj v Križankah Markus Miller in pa 9. Stanley Clark. Brane, prosim. Ja, zelo sem vesel, da sem spet v Križankah po nekaj letnem premoru in ganljivo je biti spet na tiskovni konferenci in povedati ene stvari take, ki bodo do dobra popestrile letošnje poletje. Govorimo o 2 koncertih in ta 2 koncerta letita med vas v odnosu na teh 60, koliko jih je, ko ste dobili ta listek,
Moram priznati, da sem prvič v življenju sestavljal vsa ta imena kronološko, kako so se dogajala, in mi je kar dalo eno veselje za nazaj in za naprej, da so se vse te stvari zgodile pri nas. Govorim pač o eni niši, ki je, če govorimo o naprimer Celia Cruz, Miriam Makeba, Carla Bray, Maceo Parker, Arturo Sandoval, Al Jarreau, Hiram Bullock, Paco de Lucia, Bobby McFerrin. To so imena, ki se nekako ne primejo lokalnih promotorjev. Tako da ne vem, kdo bi delal to, če ne bi delal festival teh stvari. Verjetno bi Darko umeščal to s časoma v program, ampak vesel sem, da so vsa ta imena prišla k nam, zaradi tega, ker se ljudje ne lotevajo organizacije takih koncertov, ker je seveda v prvi vrsti prisoten denar. Zdaj, če ne zaslužijo, če ni biznisa, pač ne delajo tega. No? Tako da mnogo od teh ljudi je prišlo na naše koncertne odre v zadnjem trenutku, od Milesa Davisa, če govorim o Cankarjevem domu za trenutek, pa Miriam Makeba, pa Celia Cruz, vsi bili v zadnjem obdobju svojega dela. Celia Cruz, mislim, da je bila 74 let stara, ko je 1 uro 45 minut poplesavala tukaj. In še nekaj takih ljudi je, ki bi jih bilo lepo slišati, ker pač, kakor veste, Darko to zelo dobro ve, da če ima eno mesto koncert Pavarotija, da to pač zaznamuje okolje, v katerem je, in se tudi po tej plati vrednoti kultiviranost enega mesta v odnosu na program koncertov, kakršnekoli glasbe. Še posebej, če govorimo o glasbi, ki ima zelo visoko kreativno vrednost, nekoliko manj komercialno. V tem primeru moram povedati to, da v primeru teh dveh koncertov, ki jih bomo slišali zdajle, govorimo o dolgoletni tradiciji mojega osebnega sodelovanja z Markusom Millerjem. Veliko sem mu pomagal tam na začetku 90-ih, ko je svoj band formiral, pa to na različnih evropskih koncertnih odrih, in se je zdaj nekako oddolžil, da pride znova po 10 letih k nam. Najprej smo ga slišali leta 2002 v televizijski oddaji Za odra, in ko je bila oddaja, še je bilo zelo lepo promovirati, si naredil koncert na televiziji. Ljudje so to videli in so, ne vem, naslednje leto prišli na koncert. Zdaj smo pač odvisni od vas, karkoli boste spromovirali, bo zelo dobrodošlo, zaradi tega, ker pač je ena niša, ki ni dovolj promovirana pri nas, in je lepo, da ljudje tudi slišijo, da obstajata Markus Miller in Stanley Clarke. V tem primeru imamo v prvi vrsti v mislih mlajše generacije, ki nimajo pojma in ki jo poslušajo v glavnem stiropor, jaz pravim temu elektronska glasba, te plastične muzike, v glavnem ne vedo, kdo je Stanley Clarke, kdo je Markus Miller, kljub temu, da sta oba zaznamovala zgodovino glasbe, v vsakem primeru oba basista. Kot rečeno, Markus je bil prvič v televizijski oddaji, leto kasneje je bil v Križankah, potem leta 2009 smo naredili koncert v Kinu Šiška, ki je bil nabito poln, in tole je zdaj 10 let po njegovem zadnjem nastopu. Tako da Markus Miller ima svojo publiko pri nas, Stanley Clarke pa, to je njegov prvi koncert, poleg dveh, ki jih je imel s Chikom Coreajo leta 1975 v Hali Tivoli in potem še leta 2009 v sklopu festivala jazza v Cankarjevem domu. Govorimo pa o dveh, ki sta zaznamovala zgodovino glasbe skozi bas, tako da tle ni nobenega dvoma, da ne bo to veselica in pravi praznik basistov, tako da bodo prišli sigurno za ta 2 dni basisti Slovenije, Hrvaške, pa še kdo drug tudi onkraj meja. Kar zadeva oba koncerta, moram reči, da je bilo veliko truda umeščenega v to, da vstopnice ne smejo biti dražje kot 25 evrov. In ko smo se pogovarjali z agencijami in z temi, s katerimi smo izvedli vse to skupaj, sem jim rekel, veste, pri nas v Sloveniji je tako, da ta niša, ti ljubitelji točno tega težko dajo 50 evrov za vstopnico, 50 evrov je povprečna cena Markusovega in Stanleyjevega koncerta čez mejo. Tako da smo mi to zbili na minimum, na 25 evrov, in sem zelo vesel, da bodo imeli možnost slišati to tudi tisti, ki si ne morejo privoščiti teh koncertov, torej ta ciljna, recimo temu publika. Je pa tako, da dan danes ni veliko dobrega za ta cenovni razred. Veliko idej sem imel na to temo, ampak smo bili datumsko nekoliko prepozni, ker so termini bili bukirani, tako da mi ostaja moja osebna travma, da nismo imeli tle v Križankah nikoli
Vana Morrisona, pa da nismo imeli nikoli Georgea Bensona. Oba sta se nekako zmuznila v tem primeru, turneje so bile bukirane, z Vanom Morrisonom je tako, da pride ali pa ne pride, tudi če je pogodba podpisana, ampak to je del tega show biznisa, pač so različni pristopi v tem primeru. No. Se pravi, to je bila ena od mojih idej, da bi bilo fajn, da se zgodijo v tem primeru pri nas, dokler so fantje še živi in toliko polni moči, da lahko dajo dejansko vse od sebe. George Benson in Van Morrison sta v vsakem primeru v tem. In potem je tu nekaj še takih, ki sodijo v mlado generacijo, ki so dali pečat glasbi zadnjih 10-15 letih. In to je to, kar bi mi še potrebovali, te niše, da zapomnimo in da je ta celotna koncertna podoba različnih žanrov izpopolnjena, tako da resnično vsak dobi svoje v odnosu na njegovo stopnjo kultiviranosti in v odnosu na njegove osebne zahteve. To je vse, kar se mene tiče. Hvala lepa, Brane. Mi nadaljujemo z predstavitvijo. Torej, vremenska napoved je za ta dva koncerta vsak dan drugačna, ampak sanjam te napovedi. Ampak jaz mislim, da glede na to, da se nevihte pojavljajo predvsem v popoldanskih urah, da bomo tudi ta dva koncerta spravili skozi, kot je treba v Križankah. 9. imamo še en koncert, 9. julija, in sicer v Narodni galeriji. Pavel Mihelčič predstavlja svoj nov avtorski ciklus, in sicer Vrtinci. Tako jih je poimenoval. Pavel Mihelčič vsako leto nekako izide z novim programom in seveda tudi to je del poslanstva in pa odgovornosti Festivala Ljubljana, da seveda predstavlja tudi sodobno slovensko glasbo. 11. julija bomo imeli v Cankarjevem domu koncert opernih arij, dva odlična glasbenika, Elena Mosuk, sopranistka, in pa Tomas Hemson, baritonist, orkester Slovenske filharmonije, ki je, kot veste, rezidenčni orkester Ljubljanskega festivala, in pa dirigent Nikolaje Moldoveanu, ki je tudi soprog od gospe Mosuk. Belcanto. Naj povem, da bomo imeli v sredo 10. julija verjetno po podobni uri tukaj, ali pa mogoče ob enih, odvisno kako bo vaja, novinarsko konferenco, ki se je bosta seveda oba solista tudi udeležila. Toliko. Naslednji dan v Viteški dvorani madžarski pianist Norbert Kajel, ki izvaja klasična dela v njegovi improvizatorski preobleki. Torej ne gre za koncert klasične glasbe, gre za v bistvu improvizacije na različne skladatelje, od Bacha do Skriabina, potem Bartoka, Chopina in rimskih Korzakov. 15. julija v Cankarjevem domu Mahlerjeva druga simfonija, Valentina Farkas, sopran, in pa Bettina Rank, mezzosopran, dirigent je Hans-Jörg Albrecht, orkester in zbor Slovenske filharmonije in komorni zbor Megaron. Seveda o Mahlerju mislim, da vsi vemo, kdo je Gustav Mahler in kaj je počel v Ljubljani. Zato je logično, da smo uvrstili tudi to delo na spored, ki bo izvedeno dan prej, upam, da sem povedal točen datum, tudi v Dobjahu, torej še eno mesto, to je sever Italije, oziroma včasih je bil to Dobjah ali Dobjako, kjer je Mahler tudi preživljal počitnice in seveda pisal vse te velike simfonije. 16. Aterbaleto, kot sem že zadnjič omenil, Jerzy Kilian in Diego Tortelli sta koreografa, in pa Catherine gre zdaj na letališče. Catherine, thank you and see you soon. See you soon. Bye. Potem 17.
Münchenski radijski orkester in zbor Bavarskega radija z Ivanom Repušičem. Slišali bomo zbore Glinke, Čajkovskega, Borodina, Puccinija, Leoncavala, Mascanija, Verdija in na koncu tudi Wagnerja. Torej gre za hit parado opernih zborov iz svetovne operne literature. Potem pa nadaljuje, se začne komorni ciklus, ne bom vsega našteval, ampak že prvi koncert 18. julija z beograjskim komornim zborom v cerkvi svetega Jakoba, tle čez reko, bo prav gotovo že prava poslastica seveda za poslušalce. Mojstrski tečaji, Mednarodni orkester Ljubljane z dirigentko Živo Ploj Peršuh. Oni bodo še potem enkrat nastopili skupaj z Vladom Kreslinom konec avgusta, tako da gre za zelo zanimiv projekt. In pa seveda komorni godalni orkester Slovenske filharmonije kar nekajkrat z odličnimi solisti, pa komorni orkester Milanske skale in tako naprej, ampak zato bomo še imeli posebno novinarsko konferenco. Kot vedno, ljubljanafestival.si so vstopnice, akreditacije tudi na naši spletni strani oziroma pri Živi in Sanji. To je pa tudi vse, v bistvu, kar imam v tem trenutku za povedati. Ne, ni res, še ena stvar, zelo pomembna. Mednarodna likovna kolonija. Med 14. in 19. julijem bo, 19. julija ob 12. uri bo tudi razstava v Viteški dvorani. V tem času bodo potekale tudi delavnice za otroke, in sicer kolaž, Lutka pripoveduje, oblikovanje kostumov, slikanje na platno in pa v sodelovanju z našim generalnim pokroviteljem Zavarovalnico Sava glasbeno-plesna delavnica Predani korakom. Potem pa še razstava akademskega kiparja Zmaga Posege z kustosinjo dr. Nelido Nemec. To je to. Živa kima, sem še kaj pozabil? To sem pa že prej omenil. Ste slabo poslušali. So kakšna vprašanja? Lepo prosim. Mene bi prosim zanimalo še kaj specifično o Markusu Millerju, kaj ima za en band in s čim se trenutno ukvarja, prosim. To, kar mi smo deležni drugega dela premiere, pravzaprav evropske promocije njegovega najnovejšega albuma Laid Black. Lani je izjemno uspešen album promoviral po vseh pomembnih festivalih. Tako povpraševanje je z njim, da on mora narediti 14 dni turnejo spomladi, potem 3 tedne poleti in potem še jeseni ima posamične koncerte. Govorimo o enem najbolj zaposlenih sploh, kar jih je na današnji glasbeni sceni, eden najbolj vplivnih. Veste, da on se je kalil v zasedbah Milesa Davisa, delal z Lutherom Vandrossom, R&B, funk, fusion, vse to skupaj spleta. To je njegova zadnja turneja, verjetno za to zasedbo, snema novi album naslednje leto in naslednje leto bo spet nova turneja z novim materialom. To je pa splet glasbenikov, pravzaprav izbor njegovih glasbenikov, ki jih nekako kali skozi zadnjih 10 let. Nekaj teh je nastopilo z njim v kinu Šiška, sicer pa je Markus Miller tako ustvarjalen v svojem studiu, filmsko glasbo piše, dela to in ono in tretje, tako da pri svojih, 59 letih, 10 let, mislim, da sta razlike s Stanleyjem Clarkom, je v polni energiji in lahko še veliko pričakujemo od tega zelo kreativnega glasbenika, ki v svojih kreativnosti prepleta v prvi vrsti seveda igranje bas kitare, potem je na vrsti bas klarinet, s katerim je tudi nastopal v Sloveniji, sicer pa je aranžer, producent in avtor filmskih glasb. In če so vsi talenti taki v eni osebi, potem lahko pričakujemo še veliko več v prihodnjih letih. Še kakšno vprašanje? Če niste opazili, med nami je Jani oziroma Ivan Novak.
Laibach, dobrodošel. Vsi se spomnimo odličnega lanskega koncerta, pa prav gotovo razprodanega koncerta v dvorani Bozar v Bruslju. Mimogrede, med gosti Ljubljanskega festivala je tudi direktor dvorane Bozar, gospod Paul Dujardin, ki je tudi podpredsednik EFE. Hkrati pa bi rad povedal, da se spet plete neka zgodba, ki sicer še ni potrjena, ampak na enem od največjih trgov na svetu, sicer ne v Ljubljani, bomo spet ušpičili kakšen Laibach. Tako, toliko za enkrat. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost in vašo prisotnost. Vsi smo na voljo za dodatna vprašanja in intervjuje in vas vabim seveda na vse prireditve Ljubljanskega festivala. V tem trenutku pa vam želim dober tek. Hvala lepa in dobrodošli. Se opravičujem, še ena informacija. Jutri po predstavi njegova ekscelenca, španski ambasador, prireja sprejem v Peklenskem dvorišču v čast gospe Pajes. Vsi novinarji ste vljudno vabljeni.